lahko bi kaj iz vaše perspektive opisali prejšnje dogajanje? Torej, vse skupaj ni bilo tako tragično, kot se je danes zjutraj zdelo po poročanju medijev. Šlo je za usklajevanje o možnosti koprodukcije v operi Zvezdno mesto, ki jo režira Dragan Živadinov. Dragan Živadinov nam je projekt predstavil že pred časom, zelo izčrpno, in včeraj smo se usklajevali o možni višini našega koproducentskega vložka. Jaz sem poudaril, da je 100.000 evrov maksimalna višina, ki jo lahko vložimo v ta projekt. To sem mu tudi že pred časom povedal, ko nam je prvič predstavil projekt, na kar je gospod Živadinov pač zelo čustveno odreagiral in pač, ne vem, vrgel nek stol, mi grozil, ampak konec koncev pa pač ni prišlo do nekega fizičnega nasilja in žal lahko pač danes ugotovimo, da pač opere Zvezdno mesto ne bo v koprodukciji Evropske prestolnice kulture. Vsekakor pa smo potrudili, da bomo ta sredstva, ki smo jih nameravali vložiti v to opero, zelo pametno naložili v druge kvalitetne projekte. Pa vaš odziv na njegovo obnašanje? Glejte, vsekakor ne bom toleriral to vrstnega obnašanja kogarkoli, ki sodeluje oziroma želi sodelovati z Evropsko prestolnico kulture. Nekateri mediji so se razpisali o tem, da je prišlo tudi do fizičnega obračuna. Odkot ti podatki, kako jih komentirate? To so napihnjene zgodbe, ki nimajo zveze z realnostjo. Z menoj so bili na sestanku glavna producentka Alma Čovšević, moj pomočnik za analize Roman Didović in pa kreativni producent za uprizoritvene umetnosti Rene Maurin. Gospodom Živadinovom je bil Miha Turšič, tako da nas je bilo precej, so stvari preverljive in do nikakršnega fizičnega obračunavanja ni prišlo. Bilo pa je zelo glasno strani gospoda Živadinova, pa tudi, kot sem rekel, kak stol je poletel, ne. Razmišljate o kakšnem pravnem nadaljevanju te zgodbe? Ne bom vložil nobene prijave, ker sem se pač osebno odločil za to.